hibrid mi je po mojem še najboljši. Tam moraš spet neki štram, neki vtika, pa resno to v bloku živiš, ga nimaš kam priklopiti. Če greš kaj na petrol, je drago, kartica pa telefon pa vse, pa z uporabniškega stališča najboljši hibrid meni. Torej hibridi. A kateri? Hibrid je seveda pravzaprav vsak avto, ki ga poganjata dva različna tipa pogonskega sklopa, običajno motor z notranjim izgorevanjem in elektromotor. A govorimo o 4 vrstah te kombinacije. Prva je najbolj klasična hibridna. Bencinski motor plus elektromotor ter samodejni CVT menjalnik. Predstavnik Ford Mondeo. Potem smo imeli 2 blago hibridni kombinaciji, bencinsko in dizelsko. Na primerih Pume in Kuge, obakrat z ročnim menjalnikom, seveda gre za hibrida, ki ne omogočata vožnje samo na elektriko, ampak elektrika zgolj pomaga klasičnemu motorju. No, največ električne vožnje pa je ponudila priključno hibridna Kuga, prav tako povezana z bencinskim motorjem, samodejnim menjalnikom, pa tudi z napredno elektriko, pa tudi z napredno elektroniko za pomoč vozniku. Seveda gre za električni avto z razmeroma skopim električnim dosegom, v praksi za dobrih 50 km, ki pa ima zato še klasičen bencinski motor. In imate prav, ponavadi se na naših testiranjih izogibamo prometu, a tokrat smo naravnost zarinili v prometne zastoje, kolone smo pravzaprav iskali. V takšnih situacijah namreč hibridi najbolj pokažejo svoje prednosti. In kako so 4 hibridne Forde ocenili naši novi testni vozniki? Klasičen hibrid v Mondeju mi ni bil toliko všeč zaradi tega CVT menjalnika, ne. Če da hočeš nekaj malo hitreje speljati, gas pritisneš, ampak ne dogaja se tako, ne vem. Sicer potem sem ugotovil, da ne smeš preveč, ni bilo tako hudo, če si pa res močno pospešil, je pa tu. Pravijo, da je torej hibridni Mondeo bolj za umirjene vožnje. Tipično Fordovo dinamiko so naši gledalci bolj začutili v Pumi in Kugah. Pozor, zdaj pa prihajamo do odličnega trenutka za preizkus še posebej mehkega hibrida. Bodite pozorni na to, kdaj se bo motor ugasnil. V trenutku, ko bomo stisnili sklopko, tudi če se bo avto še premikal, že ne bo več delal motor. Potem pa, ko bo zelena, pozor. Ko bomo stisnili sklopko, bodite pozorni, ker motor še ne bo delal. To je velika razlika med navadnimi avtomobili z samo sistemom start in stop. Ta začne delovati takoj, ko stisnemo sklopko. Pri mehkem hibridu pa se bo motor zagnal šele takrat, ko bomo prestavili v prvo prestavo, v primeru, da je mehki hibrid spojen z ročnim menjalnikom. Se pravi, kdaj se bo zagnal motor in kakšne vibracije in kakšen zvok se bo ob tem zgodil. Bodite pozorni, če je res mehek. Nič občutil. So pa res, bom rekel, toliko mirni, tudi dizel, ne. Človek mora biti že res pozoren, posebej, ki ste nas spomnili na to, bodite pozorni, kdaj preklop, kdaj ne preklop, kako preklop, kakšne vibracije povzroča, drugače pa ne. Moram reči, da so ti preklopi zelo nežni. Ko bi vozil brez tega, da bi gledal na armaturko, da sploh ne bi opazil. Nisem vedel, da je dizel, resno. Ne pri vžigu, ne pri pospeševanju, ni bilo res. Oba dva sta bila prav presenečena. Pri navadnem vozilu veliko prej opaziš, da je avto se zagnal. Tukaj, dokler ne speljaš, dokler ne narediš par metrov, ne veš sploh, da je avto laufa. Definitivno hitrejši, kot pa starejši avti. Ta start-stop sistem tukaj deluje, sploh ne zaznaš. Meni se zdi, da je tako res dobro. Hitro se užge, ker recimo daš prvo prestavo takoj, pa mogoče pri dizlu se čuti, da se trese malo, pa ker se ugasne, pa prižge. Recimo pri bencinarju se tega ni čutilo, ker se avto prižgal, ni bilo nobenega sunka. Pri dizlu se pa čutilo. Je bolj glasen od bencinarja še vedno, ne? Ampak je veliko manj v primerjavi z avti, ki so stari 10 let. Jaz osebno ne vidim, da bi bilo nekaj revolucionarnega. Bombonček, zdaj pa lahko rečeš, da imaš mehkega ali pa blagega. Potem smo primerjali električno in bencinsko vožnjo v priključno hibridni Kugi. Tudi ko je vozil na bencin, pol pa zelo tih, zelo mehek,
prijetna vožnja. Na bencini je bilo čisto v redu, se lepo pelješ. Tiho, brez vibracij, umirjeno. Da se lepo pelješ tudi na bencin je seveda ena pomembnejših prednosti priključnih hibridov. Kaj če zmanjka elektrike? Ne? Pri ključnem hibridu imaš še zmeraj kangelco, pa lahko greš do črpalke. Te zdaj nekdo pokliče, moraš v München leteti, pa greš. Pa ni treba nič skrbeti, kje je zdaj to, ono, drugo. Ko se ti ustaviš, avto itak sploh ne laufa, ne slišiš, tudi ko speleš, ne slišiš ne motorja, ne nič. Na elektriko, res smo prej samo dotaknili, se bo tudi skočil avto. Plug-in hibrid je najbolj mehak. To je cukor. Zdaj sem bil prepričan, da imam vse, kar rabim. To je moj naslednji avto. Se pa zaljubil vanj. Zveznost, nežnost, mehkoba. To so zadeve, ki jih vse bolj obvladajo asistenčni sistemi. Še posebej, če so povezani z električnim pogonom, kot v tokratni Kugi plug-in hibrid. Seveda govorimo o inteligentnem radarskem tempomatu, z njim so se naši testni vozniki soočili že na prvi rdeči luči. Če ste imeli radarski tempomat prižgan, potem ti avto tudi sam se ustavil. Ta tehnologija šla zelo naprej. Vsem. Od kokpita, da se po pilotsko izrazim, do opreme, do računalnikov, samo ustavljanje, samo speljevanje. Meni osebno je to že recimo ta prav ključ za nakup novega avta. Tisti je to dobra zadeva za tele ljubljanske zastoje, bi mi je takoj, bom rekel, sedla zadeva. Ne? Človek samo še se ukvarja z volanom. Če začne deževati, senzor za dež že da ukaz, da se poveča varnostna razdalja. Sem pa tudi opazil, da prepoznavanje znakov, se pravi, da če je tempomat nastavljen na 100, pa če omejitev 80, bo tempomat avtomatsko znižal na 80. Je delal. A radarski tempomat ni zgolj funkcija udobja, je še bolj funkcija varnosti. Poletje je, pogledam skozi oken, naredim napako, ker sem pogledal skozi oken in avto vse to popravi. A vedno poudarimo, to so zgolj asistenčni sistemi, ne pa nadomestilo za našo zbranost. In če drugega ne, zaupanje v zanesljivo ravnanje robotov ni nekaj samoumevnega. Mislim, da to zahteva dosti časa, da se ga navadiš in da zaupaš tehnologiji, da res zavira z avtomobilom, da te zaustavlja, da sama spelje. Mislim, da bom imel vsak s tem probleme. No, čeprav hibrid lahko predstavlja tudi stroškovno racionalno odločitev, za določene vozniške naloge pa Fordova vozila ponavadi bolj povezujemo z vozniškimi užitki, torej s čustvi, kot recimo v primeru Fieste ST. Ali pa divjaka Raptorja.